Slovenska nogometna reprezentanca se je po dvomesečnem premoru znova zbrala na Brdu pri Kranju. Tokrat je na vrsti zadnji test pred novimi kvalifikacijami, ki s sabo nosijo morebitni nastop na 3. svetovnem prvenstvu v zgodovini samostojne države. Po Grkih so tokrat na vrsti Romuni. Vsaka tekma je pomembna, ta tekma z Romunijo še toliko bolj, kajti gre za neko vrsto generalke pred začetkom kvalifikacij. Zelo malo časa potem ostane do prve tekme z Švicarji. Časa za pripravo ni veliko, tudi ta 2 dneva sta dobrodošla, saj se posebej na takšnih srečanjih znova gradi kemija. In kaj fante čaka do sredinega večera? Po ustaljenem ritmu analizira se prejšnja tekma, pripravi se analiza nasprotnika zdaj in v tem nekem segmentu seveda tudi že zdaj smo začeli razmišljati in plasirajo se informacije glede tekme s Švico in z Norveško. Ni veliko časa, mislim, na vsako tekmo se pripravljaš čisto. Sigurno za Švicarje bo več časa, boš se mogoče več pripravljal že, s torkom, sredo, tukaj imaš v bistvu en dan, jutri pogledaš svojo tekmo proti Grkom, pa že v Romunih kakšno besedo in to je to. Kljub temu, da večjih novosti ne gre pričakovati in si boste Slovenijo jutri lahko ogledali v standardni postavitvi 4-2-3-1, pa se nekaj sprememb vendarle obeta. Med 24-terico tokrat ni Zlatana Ljubljankića. Problem z Ljubljankićem ne bo samo za ta zbor, bo praktično vedno njegova pot je zelo dolga in momentum aklimatizacije tudi zahteva svoj čas. To pa je hkrati priložnost za ostale nogometaše, ki lahko izkoristijo ponujeno priložnost in upravičijo zaupanje selektorja Stojanovića. Kvalifikacijski cikel je dolg in vsak reprezentant bo prišel še kako prav. Konstrukt je v principu postavljen, zdaj treba samo najti alternative za mesto Ljubljankića, tako da kar pa lahko povleče potem določeno rošado 2-3 pozicij ali pa morda samo rošado na eni poziciji. Znova je bilo v ospredju vprašanje forme in minutaže, ki jo imajo reprezentanti na tujem. Nekateri so v svojih sredinah zadovoljni, drugi iščejo rešitve za svoj položaj. Prestopni rok se zaključi konec avgusta. Bo vedno in je bil in bo vedno problem nas slovenskih igralcev, da pač en igra več, en manj, ampak to ni rečeno, da tiska ne igra, da ne bo prišel, da ne bo dal 100% ali pa da ne bo odigral tekme na nivoju. Motivacija je, ko imaš oblečen dres z državnim grbom, vedno na vrhuncu, pravi kapetan, ki ga to, koliko minut na igrišču zberejo njegovih soigralci, sicer ne skrbi. V izbrani vrsti je vedno vsak pustil srce na igrišču in tako bo tudi v sredo ob 20:45 na Stožicah, ko se bo 8. srečanje z Romunijo tudi pričelo.